zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. O, Tjaša, ti že na vse zgodaj prah čistiš. Ja, Charlie, ja kdo pa ga bo pobrisal? Joj! Halo! Ja, Joj, kaj pa je s kako tabo? zelo me rit boli. Ampak, Ja, veš kaj? Charlie, Toplo pa že kar je, a se ti ne zdi? ja seveda ti je Neroda, toplo. nerodna. Seveda ti je toplo, če imaš pooblečen ta debel plašč. Sedaj boš moral plašč zamenjati za vetrovko, debel pulover pa za kakšno tanjšo majico. Saj je vendar pomlad. A že? Saj Ja. res, si se zbudil, ampak ko sem šel doma, si še spal. Sem mislil, da je zima zunaj. Nič več, sedaj je Nič pomlad. več? No, se bom slekel. A veš mogoče še kaj več o pomladi? Seveda vem, usedita se zraven in vam bom povedal vse, kar vem o pomladi. Komaj čakam. Pomlad je moj najljubši letni čas, ker postaja vse topleje in okolica zopet pozeleni. Ja, mi medvedi se čez zimo toliko naspimo, da potem spomladi zelo uživamo, ko postane življenje v gozdu in na travniku zopet zelo živahno. In najljubše je, ko se lahko čez dan živali igramo med seboj. Super, kako je to lepo, ko se igrajo med sabo. Mi bi se lahko tudi igrali. Jaz bi se cel dan igral. Ja, Seveda se lahko igramo, zakaj pa ne? Jaz res obožujem pomlad, saj postanejo dnevi vse daljši Aha, in toplejši. daljši, ja. Z juga se pričnejo vračati tudi ptice selivke. Poleg nas medvedov se iz zimskega spanja prebudijo tudi druge živali. Ha. In sicer polhi, Polhi, sevisci, Svisci. svihci, pa močeradi, močeradi, tudi netopirji in ježki. netopirji In ježki. Ježki, a veste, ježki. Charlie, a veš, da so letos je bila tako topla zima, da ježki niso prespali cele zime, ampak so se zbujali A res? in so bili zelo lačni in so iskali hrano. Aha, in so jo našli? Ja, so, če smo jim mi kaj nastavili, so našli. A Charlie. veste, kaj je treba nastaviti ježkom? A ti veš, Miha? Seveda vem, Kaj pa? mačjo hrano in Tako. vodo. A res? Ja, vodo. nikakor pa ne mleka, Zakaj pa ne Nikakor ne. mleka? ker potem dobijo drisko. Drisko. Ja, O, to pa zelo smrdi. Ja, in lahko Ja. poginejo. driska. Že kar voha malka, sedaj nič več ne smrdi. ja, je boljše, kaj ne? Ja, tako je da boljše. veste, mačja hrana in voda za uboge ježke. Tako, Mačja briketki. hrana. Mačja hrana. In voda. Tako. Pa ne bo driske. Ja, Ne. nič driske, Pa ne bo za nič ježke. smrdelo, a ne? Ne. Veste, pomlad je letni čas in traja od 21. marca Aha. do 21. junija. Torej zavzema mesec april, marec in maj. Malo sem jih pomešal, zato da boš malo razmišljal. Kako veš? to Ja. sedaj, se pravi marec, april in maj, a je tako? Marec, Tako. april in maj. Marec, april in maj. Lahko vam tudi povem, da so prve znanilke pomladi prav cvetlice, ki pokukajo na dan. Cvetlice. A ste že slišali za zvončke, trobentice, Zvončki. kronce, teloh in pomladanski žafran? Zvončki si rekel? Ja, pa ne ti zvončki, Charlie. Charlie, poglej jih. Tile zvončki, ki Tile jih imamo na zvončki mizi. beli. Pa to je tudi zvonec. Ja, Ampak tudi. ti so meni lepši, ja. Se Lepši. Zakaj Zelo so so lepši? lepi. Ker jih je naredila narava, kaj ne? Tako, naredila jih je narava in prinesla jih je v pomladnem času. Tako, res je. Bravo, Charlie. A si vse zapisal do sedaj? Vse, tako, Odlično, zvončki, zelo si kronce, priden. žafran, Jaša, si pa vse trobentice. zapomni, kaj ne? Ja, si pa vse zapomnil. Bravo. Evo, pojdimo naprej. Veš, prav te čudovite cvetlice so prve znanilke pomladi. Ja, pomlad prebudi in poživi naravo, saj v tem letnem času gozdovi zopet pozelenijo. In na travniku najdemo tudi vijolice in marjetice.
med katerimi pa lahko opazimo tudi igrive metulje, ki so prav tako znanilci pomladi. Metuljčki. Metuljčki. Slišiš? Poslušaj. Ne slišim, ker, čakaj. Aha. Slišiš sedaj? Dobro, prisluhni. Sedaj pa slišim. Joj, kako je lepo. Kaj ne? Joj, kak lep zvok. Kaj? Kako Kaj pa je lepo to? pojejo. Kar srček mi zaigra. Tudi meni. Kako lepo Poslušala bi pojejo. cel dan. Kaj ne? To so zvoki ptic. Ja. Ja, kako lepo pojejo. Res je. Bi lahko kar sedel in ležal v travniku in jih poslušal, kaj ne? Tako cel dan. Ja, veš, Charlie, začetek pomladi zaznamuje tudi petje ptic, ki začnejo gnezditi in valiti jajčka. Ptice pojejo predvsem iz dveh razlogov. Da opozarjajo na svoje ozemlje in drugi razlog, da opozorijo nase, ko iščejo partnerja za parjenje. Aha, parjanje. Čakaj. Aha, že vem. Se pravi, ptički imajo v svojih gnezdih likalnik in potem cel dan likajo in pritisnejo na paro. Ti si pa res ena prismoda. A ni res? Ne, Charlie, nikakor. Charlie. Ja, To ptički poiščejo nevesto, ptičico najdejo. In potem se oženijo. In potem se poročijo in potem je dobijo poroka. majhne ptičke. Ja, res je. In potem pridejo otroci, seveda. Seveda mali ptički. Mali Okej. ptički, tako, Čakaj, si bom vse zapisal, da bom potem vedel. tako. Tudi vi otroci doma si lahko zapišete, da boste potem vedeli. Evo, Otroci. ali veste drugače, da je ptičje petje najbolj intenzivno ravno v zgodnjih jutranjih urah, kajti takrat je ozračje najbolj mirno in zvok potuje dlje. Charlie, Pa res. ali veš, da vsaka ptičja vrsta uporablja zase značilne melodije? Ne, nisem vedel, a res? Ja, le tako si namreč prepoznajo med seboj. A od vseh teh čivčivčivov Aha. pa tudi meni vedno srček zaigra, ko slišim zunaj ptičke, kako lepo prepevajo. A tebi tudi, medved Miha? Ja, veš, jaz bi tudi cel dan bi sedel zunaj pod drevesom in poslušal to prelepo ptičje petje. Celo pomlad, kaj ne? Celo pomlad. Ja. Cel dan pod drevesom zunaj, ja. Ja, ampak Charlie, veš, vreme se spomladi lahko zelo hitro spreminja. Predvsem mesec april velja za zelo muhastega. Lahko je namreč veliko sončka, lahko pa tudi zelo veliko oblakov in dežja. Zato vam vsem priporočam, da imate pripravljene palerine in dežnike. Ja, dežnike, ja. Ja, Miha, kaj pa je bilo to, Charlie? Dežniki. Ja. smrdljivi dežniki. Si malo prdnil? Kaj? A si prdnil? Nič ne slišim. Moj medvedji nos je nekaj zavohal. Ja. Jaz nič ne voham, meni nič ne smrdi. Ha, zakaj ne? Ne vem. Kaj pa imaš to na nosu? No, malo še smrdi, Malo ampak pa smrdi. nič hudega. No, ampak veš, Kaj? pomlad je pa seveda tudi čas za vrtnarjenje. Kaj ne, Tjaša? Vrtnarjenje. Seveda. In zato nas bo danes obiskala prav posebna babica, ki zelo rada pleše, poje, kuha, peče, se igra s svojimi vnučki, ampak zelo uživa v svojem zelenjavnem raju. Super, Super! odlično. Po zimi narava počiva, živali in tudi ljudje bolj počivamo. Ko pa pride pomlad, takrat pa se začnejo prva dela na vrtu, v sadovnjaku, v vinogradu in zato smo danes povabili k nam na obisk babico Erno, ki nam bo malce več povedala, kaj vse se prične dogajati na vrtu, recimo. Ja, zelo sem vesela, ko pride pomlad. Obrezuje se trta, drevje, maline, zimski česen prerahljamo, a ne? Najbolj sem pa vesela takrat, ko pride Valentinovo. Kdo ve, kdaj je Valentinovo? Jaz. Povedi. 14. 14. februar, takrat je dan ljubezni zdaj, a ne? Ampak v mojem otroštvu je pa bilo tako, da smo rekli, Sveti Valentin ima ključe od korenin. Takrat smo začeli presajati rožice, balkonske, ki smo jih pospravili na toplo čez zimo.
Potem jaz si zelo rada vzgojim svoje sadike za na vrt in dam v take posodice paradižnik, posejem melancane, posejem paprike in jih potem presadim v večje lončke. Zdaj pa nekaj mi je ostalo semena. Ste pripravljeni, da bi posadili, še mi posejali paradižnik pa papriko? In imam tamle pripravljene posodice, zdaj pa bi posejali papriko, 2 paprike pa 2 paradižnika v eno posodico, prav? In boste doma poskrbeli za te rastlinke. Super. Jaz kar predlagam, da vstanete. A smo pripravljeni? Smo pripravljeni. Tukaj nam je babica Erna prinesla tudi zemljo in pa seveda semena. Posodice smo pa izdelali kar iz česa, je tole? Iz škatle od jajc, ja, tako. Zdaj si bo pa vsak vzel, napolnil bo tamle lončke, kar zemljico, vsak. A imate vsi lonček? No, otroci, zdaj smo posejali papriko in paradižnika, ne? Zdaj jih moramo s pavčki potlačiti notri. Potlači in zemljico majčkeno prekriti. Po nekak 10 dneh bo iz tega semena vzklila rastlinca. Ampak boste mogli vsak dan zalivati lepo primerno, a ne? Vsak dan daš na svetlo mesto, mogoče na okensko polico in vsak dan obiskati tole lončeka, ne? In pogledati, a je suha zemljica, mora biti vlažna, ne? Da lahko dela rastlinca. In po 10 dneh se bo začel pa takole, vidiš? Jaz sem imela sredo februarja sem posejala to seme, 1. marca me je že pozdravila taka lepa rastlinca. In potem bo kmalu zmanjkalo hrane, je treba pa presaditi v večji lonček, ne? Presaditi je treba potem in ko bo dosti toplo, bomo presadili pa na vrt, ne? Pa bomo imeli svoj paradižnik, pa svojo papriko. A ne bo fino? Ja. Tako. Petka! Ja. Super ste tole naredili. Ja, hvala, babica Erna, ker ste prišla na obisk, pa ste nas malo podučila o delu na vrtu. In seveda, otroci, a imate vi doma vrt? Ja. Vsi? Pa pomagate mamicam, očjem? Ja. Super, ker to je najbolj zdravo, kar si sami pridelamo, a ne? Ja. Tako, hvala lepa še enkrat. Babica Erna, Petka! Danes so nas obiskali otroci otroške folklorne skupine Dolsko. In oni zelo radi plešejo in zato so se nam tudi pridružili, da bodo z mano, z Mihom in pa s Čarljem zaplesali pomladno pesmico, da pozdravimo pomlad. A smo pripravljeni? Pa se bomo naučili korake, da boste lahko zaplesali tudi vi pred televizijami z nami. In sicer, takrat, ko se ne poje, bomo vrteli mlinčka. Pokažemo mlinčka, roke gor, vrtimo najprej v eno stran, 1, 2, 3, še v drugo stran, 1, 2, 3, 4 in dol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa spet ponovimo gor. To nam gre zelo dobro, vidim. Super, super, super smo. Evo, potem, ko so kitice, se pravi, takrat bomo naredili 4 korake in sicer bomo stopili stran, skup, stran, skup in spet v drugo smer, stran, skup, Temu bomo dodali še valove, pa poskusimo. 1, 2, 3 in plosk. In v drugo smer, 2, 3 in plosk. To nam tudi super gre. Ok, potem bomo pa ptički, pa metuljčki. In kaj imajo ptički in metuljčki? Krila in pripravimo krila in pokažemo, zaplešemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ko je pa refren, takrat pa pojemo tra-la-la-la, hej, tra-la-la-li. Bomo pa stopili naprej in naredimo korake naprej, tako da bomo zajeli zrak in bomo skočili potem na hej v zrak. Pa poskusimo. 3, 4. Tra-la-la-la, hej, tra-la-la-li. Potem imamo pa pomladno sonce, ki se smeji, damo roke gor, to so naši sončni žarki in se zavrtimo. Pomladno sonce se smeji, pa gremo še enkrat naprej. Tra-la-la-la, hej, tra-la-la-li, tra-la-la-la-la-la-la. Super, a ne? A nam gre?
To je pa čisto vse, kar moramo znati. Tako da, zdaj pa gremo zaplesati na glasbo. Smo pripravljeni? Pa gremo. Zadnji še sneg se je stopil, naravo v barve je prebudil. So ptički veseli, ker spet so doma, metuljček se s cvetjem veselo igra. Tra-la-la-la, tra-la-la-li, pomladno sonce se smeji. Tra-la-la-li, tra-la-la-la, s trobentico zapojeva. Zdaj pa le urno vsi ven na zrak, igrajmo se dokler ne ujame nas mrak. Je zunaj veselo, narava živi, s prijatelji pa zapojemo si. Tra-la-la-la, tra-la-la-li, pomladno sonce se smeji. Tra-la-la-li, tra-la-la-la, s trobentico zapojeva. Tra-la-la-la, tra-la-la-li, pomladno sonce se smeji. Tra-la-la-li, tra-la-la-la, s trobentico zapojeva, s trobentico zapojeva. Bravo! Petka! Charlie, Kaj, prosim? jaz bi šla na izlet. No, pa pojdiva, a ne? Kam me boš odpeljal? Tja, kamor bo pokazalo naše čarobno kolo, da vidimo, kje se bo stavilo, na kateri gremo, barvi, kam kam gremo? bova odšla danes. Oranžna, oranžna. pa poglejva, kam se bova odpravila. A veš kam? Kam? Šla bova na Mengeško kočo v Mengeš. Wow, kje je Mingeš, ti veš? Ja, vem, poglej, tukaj je Kamnik in tukaj zraven Kamnika je Mengeš in tukaj greva. Pojdiva, a ne? Super, pojdiva. O, Tjaša, poglej, kaj sem najdel. Ja, kaj je že to? Marcipan. Ne, joj, to je markacija. Ja, se res markacija. Markacije nas vodijo po planinskih poteh po Sloveniji. Ja, to sem pa vedela. A veš, na kateri planinski poti so danes? Ja, na poti na Mengeško kočo. Bravo, zelo dobro. In bova šla po trim stezi. Ja. Kaj bova še tam lahko počela? Že vem. Hodila, ne? Hodila pa fitnesirala bova tudi. Se res tam je fitness v naravi. Tako, veliko fitnesa prav. In zdaj bo šla skozi športni park, Ja, kjer se dogaja veliko športnih aktivnosti. tako športni Greva? park v Mengšu, pejva. Pojdiva. Tjaša. Jaz sem že tako zadihan. Tudi jaz. Utrujen. Charlie, ali veš, da se najna pot tukaj šele začne? A res? Ja, seveda. A nisva že na cilju? Ne, na desno greva midva po trim stezi, kjer bova našla... kako mi kako mi srce bije razbija. srce. Tukaj bova našla tudi fitness naprave, ja. Okay. Če se pa obrnemo na tvojo levo, Se res, na levi strani imamo pa asfaltirano cesto, ki je namenjena družinicam, ki imajo majhne otroke, pa tistim ljudem, ki se radi z avti peljete, pa s kolesi, pa z motorji. Midva greva pa po trim, midva a ne? gre pa po trim stezi. No, pa kaj Ja, niva. pa iva. Tjaša, a si že kaj utrujena? Pa ne,
Imamo Super vprašanje. je. Super je. Okay. Ja. Imamo vprašanje za te. Povej. A veš, katero drevo je tole? Tole? Ja. A ti veš? Ja, vem, ja. Kako veš? Ja, ker piše gor. Kje piše? Črni bor. A je črni Ja. park. Poglej, kaj sem našla. Kaj si našla? Gozdne jagode. Tjaša, poglej. Koča, misliš, da to mengaška koča? Ja, prispela sva. Bravo, Petka, uspelo nama je. Prispela, a gremo pogledati, kje so živali? Ja, kje so? Ja. Tjaša, veš, na kateri višini sva danes mi dva? Ja, skoraj na 500 metrih. 433, če smo čisto natančni, je mengaška koča namreč visoka. Joj, poglej, kako je ta kozica lepa. Ampak, a veš kaj, meni pa že malo v trebuhu kruli, a tebi tudi kaj? Zelo lačna. A misliš, da nam bomo Miha kaj pripravil za podzob? A greva pogledat? Ja, kot tale kozica je tudi lačna, poglej, bi me kar pogledala. Ja. Ja, Miha, a piškoti so že narejeni? Ja, pa pridava, Tjaša. Ja, pa morava kar hitro. Adijo. Adijo. Tjaša, Miha, čaka, gremo. Joj, kako mi je dolg čas, ker sta Charlie in Tjaša odšla na potep. Jaz sem jima pa že vse pripravil, kosilo, zajtrk, vse sem jima že skuhal in tudi piškote sem jima spekal. Ampak za Charlija moram speči prav posebne, ker ima 65 alergij. Ta Charlie. Kaj pa naj sedaj počnem? Že vem. Skupaj si lahko pogledamo naše zvezde. Posnetke, ki ste nam jih poslali, in kot prva mala zvezdica se nam bo predstavila Neža. Neža iz Doba pri Domžalah, stara je 10 let in zelo rada pleše, poje, se igra s prijatelji in pomaga mamici v kuhinji. In obožuje palačinke, tako kot jaz. Evo, Neža nam bo danes zaplesala, pa si poglejmo. Bravo, Neža, odlično si zaplesala. Sedaj si pa poglejmo še drugo zvezdo pod našim čarobnim dežnikom. Kot drugi se nam bo pa predstavil Anžej. Anžej pa prihaja iz Dola pri Ljubljani in igra na harmoniko in kitaro. Anžej obožuje živali in se rad igra s prijatelji. Danes pa nam bo nekaj zaigral na kitaro.
Bravo, Anžej, odlično si odigral. Dragi otroci, sedaj pa tako. Tudi vi nam pošljite vaše posnetke, da vidimo vaš skriti talent. Pošljite nam jih, da si jih pogledamo, kajti mi že komaj čakamo na njih. Danes, ko sem se sprehajal zunaj in opazoval zvončke in trobentice, ki že tako lepo rastejo, sem najdel tudi kovanec. Skrival se je na poti in sem ga vzel. In sedaj bom vam pokazal en trik s kovancem. Položimo kovanec na list papirja, vzamemo naš kozarec, položimo kozarec na kovanec, naredimo 1, 2, 3 in kovanca več ni. In pričaramo kovanec nazaj. Odmaknemo in kovanec se skriva tukaj, se pravi je pravilni kovanec. In sedaj vas bom naučil, kako se ta trik naredi. Kaj potrebujemo? Potrebujemo škarje, flomaster, lepilo, tudi kozarec in pa list papirja. Na začetku položimo kozarec na list papirja, kozarec obrišemo, potem izrežemo in bomo nalimali papir na kozarec. In trik je v tem, seveda, da imamo pod kozarcem naliman že papir. Tako, zalimamo. In potem trik je čisto enostaven, položimo kozarec, ampak pazimo, da kozarec dvignemo, da se ne vidi, da imamo od spodaj kozarca papir. Položimo kozarec na kovanec in kovanec izgine. No, to je bilo vse v današnji rubriki Čarajmo s Čarlijem. Se vidimo naslednjič. Ptički, ptički, ptički. A niso luškani? Pa veste, da se 12. marca na Gregorjevo ženijo? Ja, takrat si ptički poiščejo samičke za parjenje in si s tem ustvarijo tudi svojo družinico. Jaz sem se pa odločila, da svoj dom polepšam prav z njimi. Takile so, da vam jih pokažem, so pa zelo preprosti za izdelavo. Kar potrebujemo je barvni papir, ja, potem škarje, lepilo in pa 2 modelčka v obliki kroga, s katerimi si bomo pomagali narisati kroge, ki jih potrebujemo. Potrebovali bomo 2 izrezana kroga za telo, večja, enega manjšega za glavico, potem bomo potrebovali tudi en pravokotnik, iz katerega bomo izstrigli takle repek ptička. Na bel papir, evo jih, bomo lepo narisali učke, izstrigli tudi v obliki krogca. In to je tudi vse. Inač pa nekaj sem pozabila, brez kljunčkov pa ne bo šlo. Tudi kljunčke potrebujemo. Zato bomo izstrigli takele trikotnike majhne. Vse, kar potrebujemo, imamo tukaj. Se pravi, če pa nimam barvnega papirja doma, pa vzemimo kar navadni bel papir, lepo ga pobarvajte in ptički bodo še lepši. Vzamemo, se pravi, večji krog bomo sedaj strigli. Jaz sem izbrala kar skodelico za sladoled, je pa približno v premeru 9 do 10 cm. Takole narišemo krog. Potrebovali bomo 2, zato narišemo 2. Vzamemo manjšega. Jaz sem za manjši krog vzela kar tale kolut od lepilnega traku oziroma selotejpa. Lahko pa si pomagamo tudi s kakšnim tulcem uporabljenega WC papirja. To je to. Sedaj to vse izstrižemo. Zdaj pa oba krogca skupaj položimo enega na drugega. Ne prepognemo do konca, čisto do sredine, ampak malo manj, takole. Prepognemo, zavihamo in tole so naša krilca. Vzamemo škarje in lepo nastrižemo na takele trakove. Nastrižemo na trakove, takole. Tara, obrnemo in takole bo že nastaja naš ptiček. Na glavico prilepimo očesa.
na eno in seveda tudi na drugo stran. Pogledamo, opala. Potrebujemo še klunčka. Takole. Obrnemo. Še drugega, ki se nam je skril. Evo, sedaj pa tukaj tole našo glavico prilepimo na rob tegale našega telesca. Ja. Evo. In na drugo stran, takole obrnemo, prilepimo še drugo krilce. Če želimo, da so naši ptički takole, da se zibajo, potem pomeni, da ne smemo polepiti celega dela tegale kroga, ampak samo do polovice. Prilepimo do polovice. Še drug del prilepimo čez. Takole, nekaj sem pa pozabila, in sicer našega repka. Enako kot pri krilcih smo izstrigli trakove in tukaj vmes vstavimo repka. Evo. In naš ptiček je skoraj narejen. Vzamemo še barvico ali pa flomaster in malo zavihamo krilca. Takole, tudi tukaj pri repku mu naredimo malo bolj živahne peresce. Evo. Tukaj spodaj ga odpremo. Evo ga, naš ptiček je narejen. Jaz upam, da boste tudi vi uživali v ustvarjanju tako kot jaz in da bodo tudi vam ptički prinesli ljubezen v vaš dom. Otroci, a bi se kdo igral z mano? Ja! Resno, potem pa gremo igrati in sicer moje najljubšo igrico, eno izmed 100.000, ki se jih rad igram, bomo odprli čarobno skrinjo in igrali se bomo danes igrico Ptički iz gnezda. Jo poznate? V gnezda. V gnezda, sej res, joj. Ja. No in pravila igre so takšne, se pravi, Charlie vam pripravi gnezda in potem morate vi, ko reče medved Miha, ptički v gnezda, morate hitro zasesti prosto mesto v gnezdu. A bo šlo? Seveda bo. A pravila igre so pa takšne, da sedaj ste vi ptički in letite okoli gnezd. Gremo, 3, 4, zdaj. Ptički iščejo hrano, evo. Ptički iščejo hrano. Ptički v gnezda. Hitro najdi svoje gnezdo. Kdo je brez, kdo je brez? No, povem. Kdor je brez, pa pride k meni, pa se kar Tako, in tukaj se usede. sedeta. In gremo naprej. Ptički iz gnezda in letite in veselo pojete ptičje pesmice. Čiv, čiv, čiv. In ptički v gnezda. Hitro svojega poišči. O, Wow. super ste. No, kdo ni najdel gnezda, se usede. In ptički skačejo po eni nogi. Ja, tudi to ptički znajo. O, Charlie, kako zabavna igra. In ptički v gnezda. Še čisto malo jih je Čisto malo ostalo. ptičkov imamo. Še čisto No, malo, sedaj tako bodo napeta pa igra. ptički hodili nazaj, ritansko. A tudi to znamo? Čiv, 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 čiv. Ptički v gnezda. Zdaj so pa samo še 3. Imamo samo še 3 ptičke, da vidimo, kateri ptiček bo najboljši ptiček izmed vseh teh 3 ptičkov. In sedaj ptički skačejo kakor žabe. Gremo žabice. Zdaj so žabice ptički Tako, postali, ja? zdaj so postali Poglej. ptički žabice. In sedaj, ko bo rekel Miha, morate hitro v svoje gnezdo. Ptički v gnezda. Hitro. Bravo, imamo Super. zmagovalko ptičico. Bravo. Petka. Bravo. Bravo tudi zate, Petka. Super. Bravo. Tako, igrali smo se igro Ptički v gnezda, zdaj pa se gremo igrati še eno igrico, ki so se igrali že naši starši. A veste katero? Skakali bomo čez elastiko, ampak elastike nimam, a ne? Jo nimam, jo bom sedaj pričaral. Poglej, tukaj vzamem malo elastike, pa tukaj še malo elastike, pa dam elastiko sem nazaj, vi jo ne vidite in sedaj bomo elastiko pričarali in se bo elastika pojavila v moji roki in imamo elastiko! Bravo. Skakati z elastiko. Super, pejmo! Pejmo.
Tako, otroci, elastiko sem vam pričaral, sedaj se gremo pa eno igrico, a ne z elastiko? Čakaj, da vidim, katero se gremo. Aha, poglej tole. Usa, sa, medved Miha, rep ima. A prav? Ja. No pa gremo, 3, 4, zdaj. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Super, pa naslednji, bravo. 3, 4. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo, pa naslednja 2. Kdo je še? Pridi. Ker gremo hitro. Gremo. 3, 4, zdaj. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo! Odlično. Še enkrat. Odlično. Še kdo? Še enkrat. Ja, pa pejte hitro še enkrat. Ta je 4, tako zdaj. zabavna, gremo. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo! Naslednjice bova pa še midva igrala, Miha. V današnjem izzivu minute bomo pa ustvarjali stolp z jabolki. Ja, in to v 1 minuti, kdo naredi višji stolp. Tjaša, si pripravljena? Jaz sem, čeprav bi raje enega pojedla. Joj, no dobro, ampak a si pripravljena, da me premagaš? To pa vedno. Bova sedaj poskusila, da bo stolp čim višji. Če viš, Miha, A bo Ja? dal ti boš znak? pa dal znak, daj začneva. Na 3-4 zdaj začneta postavljati jabolka. Zmenjeno? Dobro, zmenjeno. Sta A ti si že pripravljena? pripravil? Ja, Sem že. ja, ti si moraš še jaz. 3, 4, zdaj. Pa gremo, da vidimo, kateremu bo uspelo sestaviti čim Ti višji si to doma stolp vadil. iz jabolk. Malo sem pa res vadil, seveda. A velja pojesti kakšno jabolko? Miha, ti lahko. Okej, hvala. Miha, ti si tako prijazen medved. Poglej, kako mi je že uspelo 4 jabolka. Bravo, Charlie. Charlie. Vodim Tjašo, no še malo. Miha, koliko imamo še časa? Še 37 Koliko? sekund. Dobro. Potem imam še čas. Ujopa! Miha, 4 No, če se si imel, podre, 4. pomeni, da moraš na hitro še enkrat sestaviti vse, Ja, kaj če ti se podre, drugače. poskušaš naprej. Da vidimo, koliko še, Miha, še imamo časa, Še ne? 20 sekund. Super. Jo, ja, veš, kako si želim, da Charlie, bi tvoj rekord je sestavil še. 4 jabolka. Ja, ampak si želim še 5. Tudi Tjaši je uspela. Ali pa sam še eden, pa te premagam. Koliko še, Miha? Bravo, še 9, 8, Joj. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Končano! Bravo! Dobro, ampak a veš kaj, mislim, da smo zmagovalca karoba. Karoba. Oba Dej sta petka. zmagala. To je bil Bravo. super izziv. Charlie! Ampak a veš kaj, jaz imam pa idejo. Ta izziv lahko poizkusite tudi vi doma. In če boste bili uspešni, se poslikajte in pripnite slikico na naš Facebook profil, da vas bomo potem lahko lajkali. Kaj ne, Tjaša? Ja, bomo zelo veseli vsake slikice. Se vidimo v naslednjem izzivu. Tako, prej smo z otroki otroške folklorne skupine Dolsko že skupaj zaplesali na pomladno pesem, sedaj se bodo pa nam predstavili na ljudski ples in sicer ob bistrem potočku.
Vidim, da sta že pripravljena na pravljico. Sva, ne? Ja, ja. Petko. A veste, katero sem vama danes pripravila? Katero? Pisatelja Alekseja Nikolajevič Tolstoja. Ja, sta Okej. že slišala za Repo? Ne. Po celem svetu jo poznajo. A Repa? Ja, to Repo pa poznamo, ja. velikanko, ja, tudi. Prav, dobro prisluhnite. Okej, bova. Ja, poslušamo. Na koncu vasi, v majhni hišici, sta živela dedek in babica, Okej. ki sta imela veliko živali. Najraje sta pa imela, ko jo je obiskala vnučka Tinka. Ja, ker saj veš, dedki in babice imajo zelo radi vnučke. In babica in Tinka sta si zaželeli za kosilo repo in krompir. Aha. In sta poslali dedka na njivo. Dedek je prišel na njivo in videl eno lepo, lepo repo. Poskusil jo je izvleči, ampak repa se ni vdala. Ja, ni. Kako je bila močna. Zelo, zelo močna, trmasta repa. In nato je poklical na pomoč babico. Poglej. Ja, babica. Babica. Babica, pridi mi pomagati, ne morem izvleči repe, je klical. In babica je prihitela na njivo. Seveda, dedek, poskusiva skupaj. Veš, zelo je velika, je rekel. Aj, no pa vseeno probi, poskusiva. In sta poskusila, in sta vlekla in vlekla in vlekla. Repa se ni vdala. Aha, a vidiš ti Ti to? repa ti. Potem sta na pomoč poklicala Tinka. Tinka, sta poglej, klicala, kako je poglejo. lepa. Tinka je hitro, hitro, hop, 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 hop. Ja, babica, ja, dedek je rekla, poskusimo skupaj. In Tinka je prijela babico, babica je prijela dedka in skupaj so vlekli na 1, 2, 3, boste pomagala? Gremo. 1, 2, 3. Ni jim uspelo. Ni. Potem se je pa Tinka spomnila, kaj če bi mi poklicali kravico Lisko, ki se pase na travniku. Ni, kako In lepa Liska, kravica. mu, je prišla, prijela Tinko, Tinka je prijela babico in babica dedka in spet so skupaj vlekli. In vlekli, ti repa trmasta je, zaklical dedek. Še vedno se ni dala. Kravica se je spomnila na pujska. Pujsek Lojze nam bo zagotovo pomagal. Kako lepa. In je pripujsal na njivo, prijel kravico. Kravica je prijela Tinko, Tinka je prijela babico in babica dedka. In spet so poskusili, dajte mi pomagati. 1, 1, 2, 2, 3 so vlekli. Ni se vdala in buča, oziroma tale repa, sem jaz tudi buča, je zapela. Jaz sem repa velikanka, prav velika sem zaspanka. Dedek rad bi me imel, jaz pa sanjam še naprej. Ja, pujsek se je potem spomnil na kužka Pikija. Piki, Piki so ga klicali. Piki je pritekel. Je pritekel tudi Piki. In rekel, sedaj nam bo uspelo. In so vlekli. Piki je prijel pujska, pujsek je prijel kravico, kravica je prijela Tinko, Tinka babico in babica dedka. In spet so povlekli in vlekli. Čisto mokri so že bili, a repa se ni vdala. Potem se je kužek spomnil. Kaj pa naša muca Liza? Liza. Miau, je rekla muca. Miau. Kdo me sedaj budi sredi mojega spanca? Pridi, Liza, pomagaj nam izvleči repo, so klicali. In muca je lepo po mačje, po damsko primjavkala na njivo. Prijela je Pikija, Pikija je prijel pujska, pujsek je prijel kravico, kravica je prijela Tinko, Tinka babica in babica dedka. In spet so pričeli vleči in vleči. Skoraj se je že vdala, skoraj, ampak še vedno ni pokukala zemlje. Nato se je Munca spomnila,
Vem, kdo nam lahko pomaga. Mala miška, ki se potika okoli hleva. In so jo poklicali: Miška, Miška, pridi, pomagaj nam izvleči repo. Mala miška je pristopicala, hop, 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 tiki, tiki, tiki in zapela: Jaz sem mala miška, saj me vsak pozna. In potem je miška prijela muco, muca je prijela kužka, kuža je prijel pujska, pujsek je prijel kravico, kravica Tinko, Tinka babico in babica dedka. In zdaj, otroci, zdaj ste na vrsti vi, da nam pomagate in zagotovo nam bo skupnimi močmi uspelo. Dajmo, odštevajmo. 1, 2, 3! Miha, Charlie. Ja, uspelo jim je skupnimi močmi, ker prijatelji si med seboj pomagajo. In če ti kdaj kaj ne gre, povprašaj svojega prijatelja in zagotovo boš tudi ti dobil pomoč, tako kot dedek in babica. Ampak ali ste videli, otroci? Poglejte, kako sta utrujena od celega dneva. Ja, toliko stvari se jima je danes zgodilo, da sta zaspala. Mene pa čaka še ogromno dela. Zato se mi vidimo spet naslednjo soboto. Do takrat pa igrajte se, veliko se smejte in radi se imejte. Se vidimo! Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovni